Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Kaj se pa to kadi? Tam v Dovljavi? Vstopate v fiktivno cono transglobalnih samplov, intrigantnih modularnih raziskav, prepleta basa in bobnov. V drugi izredni oddaji After Party Radia Študent gostimo eklektičen dvojc Darla Smoking. Ujeto v času obletničnega praznovanja v menzi Perkurit jo lahko v arhivsko večnost pospremite v tork nekaj čez 10 v vetru ali pa si pričarate koncertno izkušnjo doma s pomočjo spletnega pretoka. Poslušalke in poslušalci Radia Študent, 29. september je v menzi pri Koriti, smo v Ljubljani na Metelkovi. Praznujemo After Party 15 let skupaj z Zevin, Olfa moštvom in pa Darlo Smoking. Koncert, katero boste v etru slišali relativno kmalu. Zdaj pa tako, Nac, jaz se ti najprej opravičujem, ker bom besedo najprej dal Brksu, namreč priložnosti primerno smo rekli 15 let After Party, pred 15 leti si Brks skupaj z Macatom takrat, če se prav spomnim. No, boš takoj povedal ta historijat, zato te imamo tudi ne nazadnje tukaj. Pred 15 leti se je začel After Party. Kako se je začel, odkje ideja in kako na ta projekt gledaš 15 let poznaj? Že ko sem bral opis, sem videl, da si ga biksnil, in nočeš srečati mikrota. 15 let nazaj so v Channel Zero začeli delati dub-labe v ponedeljkih, ker ni bilo v ponedeljkih nič drugega. In v bistvu se folk v torek zjutraj ni mu kam dati. In je mikro začel tukaj, v menzi pri Koritu, pač delati ob 6 zjutraj After Party. Tako da original After Party so bili tukaj, tudi na YouTubeu še najdete marsikater posnetek. Spomnim se recimo Human Host Body ob 6 zjutraj v menzi. In pač tu se je prenašalo živo. Pol v eni točki, po sezoni 2-3, je pač padla odločitev, da se preselimo v studio RŠ, ker je pač konstantno bilo treba iz celice vleči tu kabel za internet in tu je ven metal in skozi neki problemi. Tako da se je stvar preselila pol v bistvu v neki točki v RŠ studio. Ti pa ne vem odkrito povedati čisto točno kdaj. Mikro se je pač v neki točki spustil zadevo z rok, Maco je sam en cajt fural, jaz sem prišel 2012 na radio in sem rekel, gremo naprej. Mislim, Maco je že malo obupaval, pa smo rekli, dajmo naprej. Tako da tam smo v bistvu začeli spet na polno pač bukirati. After Party je pa meni recimo tako en prvi korak v ciklu nekega RŠ kariere benda, če lahko temu tako rečemo. Najprej povabiš bend, ki je pač v neki kleti na After Party. Če je tam dober, ga povabiš na klubski maraton. Če je na klubskem maratonu dober, ga povabiš na Zarž založbo in končaš z njim na Tresk festivalu. In to je pač zaključen cikl pol v bistvu. Mislim, da je kar neki bendov šlo čez to. Predvsem je pa po mojem ena najbolj zabavnih stvari, ki sem jih počel na radiju. Ja, deva še malo obujati spomine na 10. obletnico After Partyja. Takrat pred mestno občino Ljubljana. Koliko, 12 ur je bilo? 10 ur, zato ker nismo smeli do polnoči biti. Ja, mislim, vedno je bilo fajn pač v bistvu eksperimentirati. Taka platforma je, ki si jo lahko prvoščeš. Tako smo tudi, mislim, da na zaključku prve sezone naredili The Grind finale in smo imeli od 6 zjutraj do 10 dopoldne pač 4 grind bende, Giornata in kaj še bilo vse takrat. In v bistvu ta maraton pred mestno hišo je bil odličen. Pritličje so ravno dobile odrček tam čez poletje in smo rekli, da je en dan. In smo štartali že, ne vem, kdaj, ob 12 od 10 do 10, od 12 do 10, nekaj tacga, ja.
In ja, pač eksperiment je bil super, imeli smo ful so se folka tresli, ker je pač od župana do občine, do mesta, do vsega v teh inštanc, ne, ampak smo nekako prebrodili to in je šlo čez, ne. Tako da sem še zmeraj najbolj fasciniran nad Giornato ob 4 popoldne, tam pri vodnjaku, mestne hiše, ko folku ni nič jasen. Tako da to je bilo kar da best, ja. Pol je vprašanje, kje bomo delali, oziroma kje bojo delali, recimo, tako 20 let afterpartija, 20 ur, ne? Jaz predajam načeloma, pa ne bomo prali internega perila. Zdaj pa Darli Smoking in Nac k tebi. 2018 sta bila v studiu Radio Študent, tudi vidva takrat v bistvu kot Frišem band, ne? Od takrat je 5 let. Kaj se je z Darla Smoking vse vmes zgodilo takrat? To je bilo v bistvu po singlu World Tuning, ne? Takrat, ja. Ja, v bistvu pol smo izdali plato, v bistvu, ki je glih v korono noter vletela in v bistvu vse skupaj zamrlo takrat, tako da ni bilo kaj dost od te plate ne slišati, ne videti. Tako da zdaj pa v bistvu spet delava novo plato, upam, da ne bo spet korone, no. Držimo pesti, torej nova plata, podobna špura, gre torej za sample iz vsega sveta v dabovski preobleki? Ja, ampak niti ne. Tako, v bistvu je s to plato kar tako en korak v stran dosedanjemu Darla delu, sicer ne zdaj čist kontra, ampak pač boste slišali, je drugač, malo bolj doraslo vse skupaj, no. Brks, ti izdaš na kakšen način drugač, ali pustimo še suspens, na kakšen način bo drugačna naslednja Darla plošča? Malo bolj organska bo mogoče. Malo bolj organska. V redu, glede na to, da moramo mi vrata odpreti, vidva sta namreč prva v našem obletničnem večeru, se vama zahvaljujem za intervju, želim vama odličen špil, ki ga bojo poslušalci slišali prav kmalu in ja, lepo, da sta se javila. Hvala enako. Hvala, uživajte.
Party.
Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After Party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.